Hvala za to res zanimivo predstavitev. Seveda vsi vabljeni, da se razstavo tudi ogledate, še koga s sabo pripeljete. Zdaj bi pa prosil Jana, predstavnika mestne občine, da predstavi naslednjo predstavitev. Dober dan, moje ime je Jan Drol in danes vam bom predstavil v bistvu projekt z akronimom DIGA Region. V bistvu akronim se stoji iz angleške besede Digital Accessible Region oziroma po slovensko digitalna dostopna regija. V bistvu, da malo umestim moje delo na tem projektu. V okviru mestne občine Nova Gorica sem v bistvu pristojen, da skrbim za neko zagotavljanje dostopnosti in sicer nudim povratne informacije in pa recimo svetujem v bistvu našim zaposlenim, kaj morajo biti pazljivi, ko pripravljajo razne vsebine, od dokumentov do objav na spletni strani in pač sedaj sem tudi bil vključen v ta projekt. V bistvu projekt naslavlja celovito dostopnost. Celovita dostopnost je v bistvu več kot samo tehnični standard. V bistvu se gre za neko temeljno človekovo pravico in sicer gre se za to, da so storitve pa tudi produkti dostopni vsem. Mi se ne moremo privoščiti, da pa so recimo storitve dostopni samo določenim osebam in s tem izključimo na primer ranljive osebe, kot so na primer invalidi. Pri dostopnosti oziroma zagotavljanju celovite dostopnosti moramo vedno upoštevati tudi njihovo počutje oziroma počutje uporabnikov in do oblike rešitev pa tudi do mnenja uporabnikov. Torej zagotoviti moramo, da so te rešitve ne samo tehnološko dostopne, ampak so tudi dostopne z vidika tega, da lahko do njih dostopa kdorkoli in kadarkoli. Torej, ne glede na njegovo znanje, ne na njegove karakteristike, ne glede na njegove lastnosti. Zagotavljanje celovite dostopnosti pomeni, da je to zagotovljen dostop do prostora, do informacij ter do storitev. S tem, ko zagotovimo vse te tri elemente, poskrbimo, da je okolje, ki ga pač želimo narediti dostopnega, vključujoče. Se pravi, bo dostopno vsem, ne glede na to, kakšne ovire imajo. Pri zagotavljanju dostopnosti moramo vedno gledati iz več vidikov. Ni dovolj, da gledamo samo to, da je pač tehnološko dostopna neka rešitev. Seveda je pač poleg tehnološkega vidika pomemben tudi sociološki in psihološki vidik. Pri čemer tu mislim sociološki vidik to, da se pač kot družba zavedamo, da smo vključujoča družba in da v bistvu moramo kot v sam postopek reševanja in v sam postopek implementacije rešitev vključiti tudi te osebe, za katere se bodo te rešitve konec koncev uporabljale oziroma te uporabnike, ki bodo te rešitve uporabljali. Torej, da pa zagotovimo celovito dostopnost, je, kot sem že prej omenil in kot so tudi marsikateri drugi govorci pred mano omenili, zelo pomembno sodelovanje različnih deležnikov. Pri čemer mislim od IT razvijalcev, se pravi od tisti, ki razvijajo informacijsko tehnologijo, do oseb, ki se srečujejo s temi oviranosti, do oseb, ki potem delajo s tem gradivom, recimo razni uredniki spletnih strani ali pa recimo zaposleni, ki pripravljajo na primer dokumente. Pri čemer je potrebno tudi vključiti civilno družbo na splošno. Namreč rešitve morajo biti tako razumljive, kot tudi jasne in pa pač dostopne z enostavno navigacijo. Predstavljajte si, da je pred vami nek dokument, ki je v bistvu samo neka PDF oblika, ta dokument je pa samo skeniran, se pravi, je samo optično zavet, nima nobenih s tem, da bi bil kakršnokoli pretvorjen z OCR-jem, se pravi prepoznavo znakov, in vi morate znotraj tega dokumenta, ki ima 300 strani, poiskati nek podatek. Meni se zdi, da marsikdo pa tudi če je še tako vztrajen, ne bi šel iskati tega podatka noter.
V bistvu z dostopnostjo poskrbimo, da so te storitve dostopne tako osebam z različnimi oblikami oviranosti, kot tudi vsem nam. Naprimer, eden izmed pogojev, da je neka vsebina dostopna, je, da je ta vsebina prilagodljiva. In ena izmed, recimo, teh kriterijev prilagodljivosti je tudi to, da se lahko v bistvu, da se vsebina na sami tej spletni strani, naprimer, ne izgubi, če se recimo spremeni usmerjenost, ali pa če se povečava spletne strani. Ne? In pa da se ne pojavi tisti drsniki na levi in desni strani, spodaj, da lahko se levo in desno premikaš. To je v bistvu dostopno za vsakogar, da se to ne pojavi. Noben noče tam drsati, da pride do konec celotnega odstavka in potem se spet vrniti na začetek prejšnjega odstavka. Zdaj pa, kar se tiče projekta. Kot sem že prej omenil, akronim projekta je DIGA Region, sestoji iz Digital Accessible Region. Začetek projekta, oziroma projekt se je začel 22.4.2024 in konec projekta je predviden 21.4.2024. V bistvu projekt je v vrednosti 827.942,10 evrov, pri čemer je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj financiranih 585.943,61 evra. Projekt se izvaja v okviru programa sodelovanja Interreg 6A Italija-Slovenija, ki pa se izvaja med leti 2021 in pa 2027. Zakaj smo se odločili ravno za čezmejno sodelovanje? V bistvu vsaka regija je različna. Vsak ima drugačen pristop za implementacijo določenih stvari oziroma za rešitev problemov. Ravno z čezmejnim sodelovanjem potem lahko dosežemo neke učinkovite cilje in pa imamo neke dobre rezultate projekta. Namreč v okviru tega projekta nameravamo pridobiti primere dobrih in tudi slabih praks iz obeh strani meje, tako iz italijanske strani kot iz slovenske strani. In tudi videti, kako se v bistvu na italijanski strani spopadajo s problemom zagotavljanja dostopnosti, kot tudi kako se na naši strani spopadamo s problemom zagotavljanja dostopnosti. Torej, s sodelovanjem se zagotovi izmenjavo znanj, usklajevanje pristopov, se prikaže primere najboljših praks in pa se v bistvu pripravi neke zagotavljanje enotnih standardov dostopnosti. Moramo vedeti, da sta obe regiji oziroma obe regiji, ki sodelujeta v tem projektu, sta znotraj Evropske unije. Načeloma veljajo ista zakonodaja strani Evropske unije, tako za Slovenijo kot tudi za Italijo. Razlika je samo v tem, kako smo jo mi implementirali, kako so jo na italijanski strani implementirali. In seveda s čezmejnim sodelovanjem bomo tudi poskrbeli za trajnost rezultatov. Naš cilj v okviru tega projekta je predvsem, da mi zgradimo nek most. Most med tako tistimi, ki razvijajo rešitve, kot zakonodajalci, se pravi občinami, pa recimo državo, regijami, in kot tudi uporabniki sami. Partnerji projekta smo mi, Mestna občina Nova Gorica, kot vodilni partner, potem na italijanski strani Svet slovenskih organizacij, Medobčinsko društvo slepih sladovidnih Nova Gorica, ki je slovenski partner, Società per la conservazione della Basilica di Aquileia je italijanski partner, Goriški muzej Kromberk Nova Gorica, slovenski partner, in tudi Kulturni center Lojze Bratuški, tudi italijanski partner. Imamo pa tudi pridružene partnere, brez katerega ne bo šlo. In sicer pridruženi partnerji so Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Ministrstvo za kulturo, Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, Zavod za turizem Idrija in pa Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare. Torej, kakšno je sploh trenutno stanje glede dostopnosti? V zadnjih letih smo priča velikemu razvoju digitalizacije.
Še posebej bi lahko povezali razvoj digitalizacije, čeprav ne prav razvoj digitalizacije, ampak v bistvu bolj kot ne veliko implementacijo digitalizacije po COVID-19 krizi, ko smo vsi morali nekako se prilagoditi na trenutne razmerje in v bistvu se je večina teh stvari rešilo s tem, da smo implementirali določene digitalne rešitve, ki so se v bistvu že razvile v prejšnjih postopkih oziroma prej. Vendar se je pač s tem razvojem digitalizacije velikokrat pozabilo na zagotovitev dostopnih digitalnih vsebin. Z digitalizacijo naj bi se v bistvu izboljšalo življenje in poenostavilo določene postopke. Ampak, če ta digitalizacija ni tudi dostopna, potem je to pač poenostavljeno postopkov in pa izboljšanje življenja pač zagotovljeno le določenim osebam. Nekateri pa so potem izpuščeni. Oziroma, kot sem zapisal, celo izključeno. Glavni razlog je v bistvu to, da se pojavil ta razkorak med razvojem digitalizacije pa nedostopnih vsebin, je, da gre za nedosledno upoštevanje zahtev dostopnosti in pa to, da marsikdo oziroma da ni mogoče bilo vedno narejeno dovolj ozaveščanje na področju dostopnosti. In tu ne mislim strani vas kot pač prezentacije oseb z različnimi oblikami oviranosti, ampak v bistvu bolj strani mogoče lokalnih skupnosti kot tudi države. Če želimo pač to stanje izboljšati, moramo pristopiti k temu reševanju problema celovito in pa s tem, da začnemo načrtovati dobro strategijo za rešitev tega izziva. In tu smo se odločili v okviru projekta, da bo v bistvu glavni način, da bomo rešili ta problem, s tem, da na začetku izvedemo primerjalno analizo in pa v bistvu v okviru te primerjalne analize predstavimo slabe ter dobre prakse, ki pač vplivajo na te razlike. So pa tudi pred nami, oziroma tudi na to motivacijo vplivala dve analizi, ki jih je izvedel Zavod A11Y, in sicer so izvedeli v lansko leto 2024 so izvedeli analizo glede dostopnosti 20 spletnih trgovin, ki bojo zdaj v bistvu po novem za 2025, ko pride v veljavo Zakon o dostopnosti storitev in produktov za invalide, zavezanci v okviru tega zakona. V okviru te analize so ugotovili, v bistvu preverjali so 26 najpogostejših kriterijev, in v okviru te analize so ugotovili, da v bistvu nobena izmed teh trgovin eno leto pred samo uveljavitvijo zakona ni bila v bistvu dostopna. Drugo analizo, ki so izvedli, so pa izvedli leta 2023. Šlo se je pa za analizo po Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki je bila pa že v bistvu implementirana 2018. Tudi tu so v bistvu ugotovili, da je večina spletnih strani, v analizo so zaobjeli več kot 25.000 URL naslovov. Analizo so izvedli s pomočjo avtomatskega preverjanja zaradi števila pač teh ciljne skupine. So ugotovili v bistvu, da je večina teh spletnih strani nedostopnih. Letno izvaja pa to analizo, vendar je to mednarodna, tudi WebAIM. V bistvu oni izvajajo Millions Report oziroma Millions Analysis. V okviru te analize zaobjamejo milijon najbolj obiskanih domačih strani in v bistvu v okviru te analize so ugotovili, da se načeloma v 2025 stanje izboljšuje. Najmanj poročajo o zmanjšanju, je zelo majhno, zmanjšanje število napak po teh WCAG kriteriju. Poročajo pa tudi o povečanju števila elementov na osnovni spletni strani oziroma domači spletni strani, s čimer v bistvu se poveča
S povečanim številom elementov pa se poveča tudi sama tehnološka kompleksnost strani. In tehnološka kompleksnost strani lahko privede do nedostopnih vsebin. Projekt smo izvedli ravno zato, oziroma smo prizadevali v okviru projekta, da bojo te analize v prihodnje, vsaj na tem območju, pa tudi potem v prihodnje, če se bo izvajalo tudi na drugih območjih, da bojo bili v bistvu boljši rezultati. Cilj projekta je tako poenostaviti oblikovanje in izvajanje korakov za zagotavljanje celovite dostopnosti, pri čemer se osredotočamo predvsem na kulturnih identitetah ranljivih skupin. Glavni pomen oziroma glavni pomen se nam zdi v ozaveščanju tako javnosti, se nam zdi v ozaveščanju javnosti. Na podlagi tega ozaveščanja nameravamo zgraditi bazo subjektov. Baza subjektov bo tako bila sestavljena iz v bistvu njihovih spletišč, kontaktnih podatkov in potem še nekaj druge, kar jih potrebujemo v okviru projekta. V drugem delu nameravamo pa tudi zgraditi neke kompetence in pa zavesti. To nameravamo storiti s tem, da želimo opolnomočiti tako javnost kot IT razvijalce in tudi pač vzpostaviti nek dialog med tistimi, ki so v bistvu strokovnjaki na področju dostopnosti, kot tistimi, ki ponujajo rešitve na področju digitalizacije. Ta projekt bo bil doprinos javnim organom, javnim organom, ponudnikom infrastrukture in pa javnih storitev, visokošolskim in raziskovalnim organizacijam ter širši javnosti. V okviru projekta nameravamo v bistvu narediti 3 stvari. Prva stvar je, da pripravimo neko strategijo, v okviru katere bo so tudi smernice, da se bo zmanjšala ta vrzel med digitalizacijo in pa digitalno dostopnostjo. Tu se ne bomo osredotočili samo na digitalne vsebine, smernice bodo bile pripravljene tudi za arhitekturno in informacijsko dostopnost. Potem se prizadevamo k trajnemu sodelovanju čezmejnih organizacij. V okviru tega rezultata nameravamo vzpostaviti nek center digitalne dostopnosti in to, da bomo pač v bistvu ozaveščali in pa krepili kompetence na področju digitalne dostopnosti. To predvsem nameravamo s tem, da bomo izvedli strokovne konference, usposabljanja, nabavili bomo tudi nekaj demonstracijske opreme, ampak o tem bomo itak potem še. Torej, prva aktivnost, ki jo že izvajamo, je to, da bo sooblikovanje sinergije digitalne dostopnosti in sodelovanja v obmejnih regijah. Druga aktivnost bo vzpostavitev digitalnega centra za dostopnost in tretja aktivnost je pa v bistvu tisti demonstracijski sklop, v okviru katerega nameravamo narediti izobraževanje. Na začetku prve aktivnosti bomo izvedli primerjalno analizo. Primerjalna analiza bo v bistvu sestavljena iz baze subjektov, kjer so pač navedena te razna spletišča in tudi domene. In v okviru te baze subjektov bomo najprej naredili avtomatski pregled. V to avtomatski pregled nameravamo vključiti 2000 spletišč. Avtomatski pregled se bo izvedel z ročnim zagonom in potem bomo na podlagi tega avtomatskega izbrali še 200 spletišč, ki bojo v bistvu bila predmet ročnega preverjanja. Ročno preverjanje bo bilo dosti bolj temeljitejše kakor tisti avtomatski pregled. Na podlagi tega pregleda se bo potem pripravilo neko strategijo oziroma smernice in pa pač predstavilo primere dobrih praks. Smernice bojo pripravljene za splošno uporabo, s čimer se bo zagotovilo tehnološko dostopnost in poleg tega pa bojo tudi namenjene za širšo uporabo in tudi za specifična področja. Za specifična področja smo razmišljali o tako informacijski kot tudi arhitekturni dostopnosti. Za specifično uporabo pa smo razmišljali o temu, da se bo v bistvu
pripravljajo za določene izbrane organizacije. Pri čemer tu mišljamo za muzeje, za galerije in za knjižnice. Se pravi, bolj iz področja turizma ter kulture. Druga aktivnost potem se stoji iz ustanovitve Centra za dostopnost. V okviru Centra za dostopnost smo mislili najprej, da bomo naredili neki koncept dostopnega spletnega mesta. Dostopno spletno mesto pomeni, da bo bilo to mesto popolnoma dostopno. Ta v bistvu platforma bo narejena na odprtokodni bo v bistvu odprtokodna, tako da si bojo lahko tudi drugi z njim pomagali. Glavni namen tega Centra za dostopnost je pa osveščanje in pa informiranje v bistvu v zvezi z zagotavljanjem digitalne dostopnosti. V okviru tega Centra dostopnosti bomo v bistvu za samo vsebino na tem portalu zagotovili projektni partnerji ter pridruženi partnerji. V bistvu konkretneje bo vsebina neke splošne informacije glede dostopnosti, potem bojo bili gor objavljeni rezultati prve primerjalne analize oziroma prve aktivnosti, gor bojo tudi predstavitve v zvezi z zahtevami dostopnosti ter o informacijo o projektnih aktivnostih, pa tudi na portalu bojo bili objavljeni strokovni članki na temo zagotavljanja dostopnosti. V okviru tega centra oziroma platforme za dostopnost se bo razvil tudi CBA Monitor, pri čemer CBA pomeni Cross Border Accessibility Monitor. Ta monitor bo izvajal avtomatsko preverjanje stanja dostopnosti in na podlagi tega avtomatskega spremljanja stanja dostopnosti se bojo pripravila poročila. Poročila bojo bila v bistvu pripravljena podobno, kot ima ta WebAIM za Millions Report. Bomo pa znotraj poročil v bistvu vključili tudi druge podatke, ki so pomembni z vidika projekta. Ti podatki bojo dostopni vsakomur, vendar bojo bili dostopni vsakomur v anonimni obliki. Za podrobni podatki bojo bili dostopni samo projektnim partnerjem oziroma izvajalcem projekta. V okviru tega Centra dostopnosti pa se bo ustanovilo tudi podporno točko, ki bo v bistvu zagotavljala dostopnost. Naloge so torej, da se ozavešča o dostopnosti, da bo v bistvu ta podporna točka svetovala glede dostopnosti, da bo širila to razumevanje koncepta dostopnosti, da bo nudila podporo vsem različnim deležnikom, ter da bo izvajala nadzor pa analizo spletišč. V okviru nadzora in analize spletišč bojo izvajali dvojne analize, in sicer izvajali bodo hitre preglede, to je pač v bistvu več ali manj s pomočjo raznih orodij, kot tudi temeljite preglede. Na podlagi teh dveh analiz pa se bo izbralo določeno število spletišč, mi smo si zamislili, da se bo izbralo 10 spletišč, ki bojo bili deležni celovite presoje dostopnosti. Na podlagi te celovite presoje dostopnosti bo potem ta točka posredovala vse te ugotovitve razvijalcem ter jim ter nudila neko povratno informacijo, kako naj pripravijo te rešitve, da bomo dobili 10 dostopnih spletišč. Tretja aktivnost pa se stoji iz v bistvu ozaveščanja. V okviru te aktivnosti smo nameravali v bistvu narediti usposabljanja, nabaviti razno demonstracijsko opremo ter izvedeti konference. Usposabljanja smo v bistvu razdelili na 3 sklope, s čimer bomo zagotovili, da bo v okviru takega pristopa zagotovljen v bistvu, da so noter da je noter vključena celotna premica razvoja samega spletišča, torej od urednikov do razvijalcev pa tudi do na splošno. Prvi sklop bo v bistvu
splošni sklop. Namenjen je širši javnosti, v bistvu tisti, ki uporabljajo vsebine, spletne vsebine in pa recimo dokumente. Drugi sklop je namenjen tistim, ki bojo v bistvu izvajali neke hitre preglede. Tu bo predvsem bil poudarek na praktičnih vajah in v bistvu na koncu tega usposabljanja bomo imeli po organizacijah različne osebe, ki bojo lahko podajale neke povratne informacije v primeru, da se pojavi kakšno vprašanje, ter sodelovale tudi pri razvoju drugih stvari znotraj organizacije. Tretji sklop, gre se pa za neka ekspertna usposabljanja, ta so namenjena bolj samim razvijalcem teh spletnih rešitev, kot tudi, da se vzpostavi nek dialog med stroko in pa temi razvijalci. V okviru projekta bojo nastale tudi brošure. Te brošure smo poimenovali sintetizirane informativne brošure. Brošure bojo predstavljale ključne informacije pa priporočila. Pripravljene bodo v bistvu za določeno skupino, se pravi, razmišljali smo, da bojo določene brošure bile pripravljene za razvijalce, nekatere za urednike, nekatere za širšo javnost in tako dalje. Seveda bojo te brošure bile pripravljene za osebe z različnimi oblikami oviranosti, bo pa tudi v okviru te aktivnosti bila kupljena demonstracijska oprema. Tu smo mislili simulacijske očala, slušne zanke in prenosne računalnike. Tretja aktivnost so pa predstavljale strokovne konference. Prva strokovna konferenca se bo začela z samim koncem prve aktivnosti. In sicer bomo v okviru te konference predstavili rezultate, ki jih bomo ugotovili znotraj te aktivnosti in v bistvu predstavili bomo predvsem problematike. V okviru druge konference je namenjena to, da se vzpostavi neko sodelovanje ter dialog med razvijalci in tudi strokovnimi osebami na področju zagotavljanja dostopnosti. Ter tretja strokovna konferenca se gre pa v bistvu za predstavitev in refleksijo pa analizo rezultatov projekta. V bistvu z razvojem tega projekta oziroma s končanjem tega projekta si prizadevamo k temu, da bo v bistvu se stanje tu na področju digitalne dostopnosti izboljšalo in da bomo dovolj ozavestili ljudi, da je potrebno pač te digitalne rešitve in tudi druge rešitve narediti dostopne. In to je z moje strani to. Če imate kakšna vprašanja,